Matej Klepač, Slovenski TV. Zdaj, kdaj po vašem mnenju prihaja trojka? Glede na to, verjetno je to skoraj da neizogibno. Zdaj, to bo ocena seveda programa, ki ga bo vlada pripravila. Če bo trojka prišla, bo prišla takrat, ko ne bo zadovoljna s programom in to je že nakazala. Skratka, to je možno seveda v jesenskih mesecih. Ste lahko morda bolj konkretni glede priprave novih davkov in pa zdaj malo popuščanja tako obremenitve oziroma obdavčitve sakralnih objektov, tudi nekoliko nižje stopnje pri kmetijskih zemljiščih in podobno zadeve. Kako zdaj ocenjujete to, ta zadnje ukrepe oziroma? Ja, zdaj novi davki, o katerih sem govoril, je seveda prvo davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je bila prej predvideno znižanje stopnje iz sedanjih 17 na 15%, to je zaustavljeno. Sprememba zakona o dohodnini, kjer se zneski ne bodo več prilagajali življenjskim stroškom oziroma inflaciji, kar dejansko pomeni, da bodo ljudje veliko bolj obdavčeni in navsezadnje se lahko tudi zgodi, to je seveda zelo, zelo na dolgi rok, da bodo enkrat dejansko njihovi dohodki razvrednoteni, ker jih bo enostavno pojedla, po domače povedano, inflacija. Tako da seveda to so verjetno bodo to začasni ukrepi, ker na dolgi rok tak ukrep ne more veljati. In drugo, seveda zdaj, tukaj govorimo pa zdaj o nepremičninskem davku. Tukaj je, bom rekel, verjetno so bili poslušani in zadnje sprejeti predlogi, ki jih je ministrstvo dobilo na mizo, tukaj tako glede sakralnih objektov, ter seveda glede tega, da bi bilo pa kmetijstvo obdavčeno po predlaganih stopnjah in predlaganih osnovah, pa dejansko to pomeni popoln samomor za to gospodarsko dejavnost. Je pa nekaj res, da ta davek bo še vedno bolj obdavčeval nepremičnine in da ta davek bo dejansko pomenil za novo nacionalizacijo, predvsem zaradi tega, ker se zaradi različnih zgodovinskih razlogov razlikuje vrednost nepremičnin, ki jih posedujejo prebivalci v Sloveniji, od dohodkovne sposobnosti teh ljudi. Skratka, ljudje imajo relativno vredne nepremičnine v povprečju glede na njihove dohodke, glede na denar, ki ga dejansko ustvarijo, tako govorimo o pokojninah in seveda tudi o tem, kakšna je struktura dohodkov po plačah. Skratka, veliko ljudi več, oziroma 3/4 ljudi prejema manj kot povprečno plačo v Sloveniji. To seveda pomeni, da ta nacionalizacija ni sprejemljiva. To seveda pomeni, da nekdo ne bo mogel plačati davka, zato ker ga ne bo mogel plačati, bo seveda, bom rekel, davčna uprava dejansko lahko, bom rekel, prevzela to nepremičnino, lastniško prevzela to nepremičnino in seveda na koncu postane ta nepremičnina od davčne uprave oziroma od države. To je nesprejemljivo. In drugo, nesprejemljivo je, da se davčni zavezanci, če bo to še vedno obstalo, ne bi mogli pritožiti na celotno odločbo davčnega organa, tudi na vrednost nepremičnine. Namreč predvideno je bilo, da ne bi vrednost nepremičnine določala geodetska uprava in da se na to vrednost dejansko ne bi mogel pritožiti, tudi če bi dokazoval s cenitvijo, da ta nepremičnina ni toliko vredna. To je nesprejemljivo tudi z vidika pravičnosti davčnega sistema.